Ob še vedno pogostem opozarjanju o potrebnosti umika države iz gospodarstva ste na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, profesorica Polona Domadenik, sodelavci naredili zanimivo raziskavo, ki prikazuje produktivnost podjetij v povezavi s politično povezanostjo preko nadzornih svetov. Kakšen je bil v bistvu namen te raziskave, kako ste jo izvedli in pa tudi kakšno je bilo število podjetij, na katerih ste te kazalce obdelovali? Raziskavo smo izvedli skupaj s profesorjem Janezom Prašnikarjem in profesorjem Janom Svejnerjem z Columbia University. In ko smo se začeli pogovarjati o samem fenomenu, predvsem fenomenu državnega upravljanja podjetij, smo hitro ugotovili, da je Sloveniji na nek način neke vrste posebnost, predvsem v tem smislu, da kljub dolgoletni tranziciji, ki traja že več kot 2 desetletji, imamo še vedno precej velik delež podjetij, ki so posredno ali neposredno kontrolirana strani državnih institucij. Torej, včasih je bil to seveda Sodkat, potem vmes je bil AUKN, zdaj je to Slovenski državni holding. Seveda pa potem država na nižji ravni, kot so občine, tudi upravlja s kar precejšnjim velikim številom podjetij. In z tega vidika se nam je v bistvu zastavljeno zanimivo vprašanje, in sicer, ali so ta podjetja enako produktivna, kot so podjetja, ki delujejo v podobnih panogah, vendar so v zasebnem lastništvu. In če niso, oziroma ali so mogoče bolj ali manj produktivne, seveda, kaj vpliva na to, na njihovo razliko v produktivnosti, če jih primerjamo z zasebnimi podjetji. V našo analizo smo dejansko zajeli vsa podjetja, ki imajo dvotirni oziroma enotirni sistem upravljanja, kar pomeni, da imajo bodisi upravo, izvršne in neizvršne člane v okviru enotirnega upravljanja oziroma dvotirnega upravljanja, ker imamo nadzorni svet, ki ga imenujejo lastniki. V tem primeru seveda državnih podjetij je to neka procedura, kjer državne institucije imenujejo te nadzornike in te nadzorniki potem kasneje izberejo upravo. Imeli smo v našem vzorcu na koncu 384 podjetij, tako iz predelovalnih dejavnosti kot storitvene industrije. Res pa je, da smo izločili podjetja iz finančne industrije, torej izločili smo banke, zavarovalnice, ker je tam merjenje produktivnosti kljub vsemu drugačno, kot je v ostalih, nekako bolj tipičnih podjetjih. Produktivnih, ne? Vaša raziskava je bila tudi izbrana med najodmevnejše raziskave tega leta po kriterijih, ki jih je ARRS, to je Agencija za raziskovalno dejavnost, predpisala, ne? In zanimivo, res ste dobili nekatere presenetljive ugotovitve, čeprav mogoče v nekaterih segmentih tudi pričakovane. Lahko nekaj poveste o tem? Ja, res je. V bistvu so bile ugotovitve relativno presenetljive, kajti ugotovili smo, da je večji delež nadzornikov, ki so nekako politično povezani oziroma so izkazovali neko politično aktivnost v preteklosti, vodil do nižje produktivnosti podjetij, ki so jih nadzorovali tovrstni nadzorniki. Torej, ugotovitev je bila na nek način zanimiva, čeprav po drugi strani pa potem, ko smo predstavljali rezultate raziskave, je pa večina ljudi rekli, da so bili kljub vsemu pričakovani, da je to res tisto, kar se dogaja, bi lahko rekli, na terenu. Ko smo zbirali podatke o nadzornikih, smo recimo izhajali iz javnih baz podatkov in smo potem to seveda tudi nekako križali oziroma uporabljali metode rudarjenja po tekstovnih datotekah, da smo ugotavljali, ali so ti ljudje kdajkoli kandidirali na kakšni od list političnih strank, od osamosvojitve Slovenije naprej, ali so se na kak drugačen način udejanjali v političnem življenju. In ugotovili, da dejansko od vseh nadzornikov je bilo dejansko, rekla tako, 26% takšnih, ki so bili v te mandate nadzornih svetov imenovali 2-krat ali večkrat v tem obdobju, ki smo ga proučevali. Proučevali smo pa obdobje od leta 2000 do 2010, torej celih 10 let. In od teh nadzornikov, torej teh dobre četrtine nadzornikov, ki so izkazovali oziroma ki so bili imenovani 2-krat ali večkrat, jih je bilo skoraj polovica takšnih, ki so bili politično aktivni, bodisi pred tem, bodisi tudi v času, ko so opravljali funkcijo člana nadzornega sveta. In še eno zanimivo stvar smo ugotovili, da potem, ko smo gledali, kolikokrat je bil nek nadzornik imenovan v nadzorni svet, torej to pomeni lahko 2-krat, 3-krat, 4-krat, 5-krat, 6-krat, celo 7-krat smo imeli rekorderja. Od neke stopnje naprej, od 3-krat in večkrat so vsi dejansko bili politično povezani.
kar pomeni, da je dejansko, a ne, če nisi nekako politično aktiven, če nisi del tega političnega establishmenta, si lahko nekako prišel do nadzornika mogoče enkrat, dvakrat, največ trikrat, kasneje v bistvu večkrat pa nikakor ne več. In naši rezultati so na koncu pokazali, da so torej podjetja, recimo 4-članski nadzorni svet, primerjamo podjetje iz iste panoge, eno podjetje ima nadzornike, ki so politično povezani, drugi ne. Ugotovili smo, da ima tisto podjetje, ki ima vsaj enega politično povezanega nadzornika v 4-članskem nadzornem svetu, za dobra 2% nižjo produktivnost na letni ravni, a ne, kot podjetje, ki takšnih tovrstnih nadzornikov nima. To je kar signifikanten podatek, ne? Recimo, če gledate obdobje večjih let, ne, kar ste vi tudi delali. Res je, ne, celo dolgoročen učinek je pa celo blizu 10%. Ne. To pomeni, da lahko tako na prst, ne, zračunamo recimo približno 100 milijonov evrov izgube v produktivnosti podjetij na letni ravni. Ne. Če pa vi recimo te vaše podatke komparirate z mednarodnimi, z drugimi recimo študijami, ki jih poznate, pride do kakšne pozitivne korelacije? Mislim, so to primerljivi ali odstopa recimo ta vaša raziskava od teh? Ja, naša raziskava je na nek način edinstvena tudi v svetovnem merilu, ker smo dejansko zbrali podatke o vseh podjetjih, ki so imela enotirni oziroma dvotirni sistem upravljanja v teh 10 letih in smo dejansko proučevali produktivnost vseh teh podjetij in jih primerjali z podjetji, ki so bila recimo zasebna podjetja, torej niso bila v lasti države in brez politično povezanih nadzornikov. Druge recimo študije se večinoma bolj kot ne osredotočajo samo na tiste družbe, ki kotirajo na borzi, kar pomeni, da imajo takoj omejen nabor teh podatkov oziroma teh družb, ne. In pri tujih študijah se kažejo v bistvu dve povezavi, ne. Ena povezava je negativna, tako kot smo mi ugotovili, druga povezava pa je celo lahko pozitivna. To pomeni, da ljudje, ki prehajajo iz politike v gospodarstvo, lahko recimo sploh na pozicije vrhnih menedžerjev, s pridom izkoriščajo svoje povezave, ki so si jih pridobili v času političnega udejstvovanja, predvsem pri nastopih podjetij na tuje trge. To pomeni, da odpirajo tuje trge. Tako da tukaj so rezultati relativno mešani. Res pa je, da dejansko ni bilo narejene tako poglobljene analize, kot smo jo mi naredili. No, če ostaneva nekoliko še pri naših podatkih, mislim, teh, ki ste jih vi na slovenskem vzorcu delali. Kako bi vi pojasnili razloge, zakaj se kljub poudarjanju odprtosti gospodarstva te stvari tako počasi ali pa sploh ne premikajo? Tukaj smo domnevali, da je seveda stvar v rentah. Če pogledamo bolj podrobno, v katerih panogah se v večji meri dogajajo te zadeve, bi lahko rekli tudi anomalije v korporativnem upravljanju s strani države, so to panoge, ki so izjemno donosne in tiste, ki so v večji meri tako imenovani non-tradable, kakor rečemo, usmerjene na domači trg. To so tako imenovane panika energetike. Potem je tudi panoga oskrbe z vodo, ravnanja z odpadki, odplakami in podobne, ki so pa podjetja v lasti občin. Tam v največji meri... Se pravi, tujega investitorja je tu manj? Ga ni v bistvu, ga ni, ampak ni noben problem. Poglejte, če ima država v lasti to podjetje. Ključno je samo to, da se zagotovi, da so ta podjetja tako učinkovita, kot da bi bila, če v bistvu ne bi bila v državni lasti. Kar pomeni kompetentne nadzornike, ki imenujejo kompetentno upravo, in ta kompetentna uprava skrbi za to, da je produktivnost podjetij takšna, kot mora biti. Mislim, državna podjetja ne smejo biti poligon za pridobivanje nagrad, bodisi trenutni vladajoči politični poziciji, bodisi tistim nadzornikom, ki imajo po mnenju političnega establishmenta neke zasluge v preteklosti in so upravičeni do določenih rent, ki jih tovrstno članstvo prinaša. Vsi skupaj se moramo zavedati, da je državna lastnina nas vseh. In tudi tisti, ki so izvoljeni, v bistvu se ne morejo imeti za lastnike. To je lastnina nas vseh, oni so pa dolžni, da s to lastnino upravljajo kakor dober gospodar. No, če pa skušate te podatke nekoliko še interpretirati, kaj bi rekli, kakšen vpliv na te spremembe pa imajo novi strokovnjaki, ki jih vi, vaša fakulteta, konec koncev vsako leto pošilja na trg dela. Prihaja tu do inkompatibilnosti znanj ali so tu ti obstoječi načini vodenja tako
močno usidrani, da so spremembe težke? Spremembe so zagotovo težke in še kar nekaj let bo trajalo, predno bomo osvojili to, da so ključni kadri, torej tisto, kar znamo, naše znanje, nekaj, kar je v bistvu predstavlja naravno bogastvo Slovenije. Mi nimamo nafte, nimamo zemeljskega plina, nimamo ostalih naravnih bogastev, vsaj ne v tolikšni meri kot nekatere druge države. Naše edino bogastvo so ljudje. In ljudi je najprej seveda treba jim dati dobro izobrazbo in potem tudi odpreti možnosti potem kasneje na trgu dela. Kar pomeni, da mora biti presoja, ali bo nekdo vodil neko podjetje, ali bo član nadzornih svetov, ali bo upravljal neke pomembne funkcije v podjetjih, vezana na njegovo znanje in ne na to, kateri politični opciji pripada, ali se je udostoval politično ali ne. Mladi se velikokrat pritožujejo, da obstaja neka bariera, da če dejansko nimajo ustreznih vez in poznanstev, če se niso udejstvovali v politiki oziroma niso del tega establishmenta, težko napredujejo. To mlade odvrača od tega, da bi še naprej ostajali v Sloveniji, kajti pravi, da jim tujina na ta način ponuja več možnosti za napredek, več možnosti za napredovanje, pridobivanje novih znanj. Tudi nenazadnje naši mladi zdaj iščejo izzive. In teh izzivov v tako zakoreninjenem sistemu, kjer so dejansko pozicije v določenih podjetjih vezane na drugo, na nekaj drugega, kot je znanje, to mlade izjemno moti in se jim zdi krivično. Tako da iz tega vidika bi bilo potrebno razmisliti o sistemu, predvsem o tem sistemu, ki bi spodbujal mlade, da se trudijo, da pridobivajo znanja, da mogoče grejo tudi tujino, pa pridejo nazaj, če vidijo možnosti, da bojo lahko potem seveda svojo kariero uspešno nadaljevali tudi v Sloveniji. Jaz bi lahko rekla, da naši mladi imajo ustrezna znanja, tudi del svojih študijskih obveznosti opravijo v tujini, pridejo nazaj, potem pa se soočijo z relativno zaprtim okoljem, kar se tiče podjetij, predvsem državnih podjetij, ki funkcionirajo kljub vsemu še zmeraj nekoliko drugače kot zasebna podjetja. Tega v zasebnih podjetjih ni. Torej tam, kjer je lastnik znan, točno ve, da v primeru, da ne bo izkoristil potencialov svojih zaposlenih, bo na koncu seveda manjši dobiček tudi zanj, predvsem zanj. Zato v bistvu veliko več pozornosti namenja temu, da prave ljudi na prava mesta, tiste s kompetencami, ne tiste, ki so do teh mest prišli po nekih takšnih in drugačnih zaslugah. Kakšen vpliv na spremembe, pa naj bi imela recimo stroka oziroma znanost, ki poudarja recimo te svoje študije, recimo ekonomska fakulteta, koliko politika sploh reflektira recimo vaše dosežke? Da se seznanja, da bi prišlo do spremembe, saj konec koncev 25 let je od tega, ker smo se mi odločili za tržno gospodarstvo. Forma mentis pa, kot pravite, v nekaterih segmentih še vedno vztraja drugačna, ne? Narava znanstvenega dela je takšna, da mi vedno proučujemo zadeve, ki so se že zgodile, Tako da kar pomeni, da tisto, tudi naš članek recimo proučuje obdobje leta 2000 do 2010. Seveda se je v tistem času že precej stvari spremenilo, ustanovil se Slovenski državni holding, naredila strategija upravljanja s kapitalskimi naložbami v lasti države. To je bilo prvič kaj takega v zgodovini Slovenije, da se je dalo na mizo cilje, ki jih morajo podjetja doseči. In seveda zdaj tudi stvar na holdingu oziroma na upravi oziroma na tistih, ki vlečejo ključne poteze. Kaj bo naredili s podjetji, ki ne dosegajo zadovoljivih rezultatov poslovanja? Tako da nekaj se premika, težko je reči, da se ne. Tudi naša raziskava je bila citirana recimo v evropskih priporočilih, torej priporočilih, ki jih Evropska komisija daje Sloveniji. Sem sama večkrat to zadevo predstavila in težko bi trdila, da politike oziroma nosilcev ekonomske politike naša raziskava ni zanimala. Kako pa potem, recimo v taki situaciji, preko sva govorila o mladih, kako jih motivirate recimo v vaših predavanjih, izpitih in tako naprej, da seveda prihaja tudi obdobja, kjer se morajo te stvari spremeniti. A so dovzetni do recimo teh motivacijskih prijemov? Eni manj, drugi bolj. Je pa res, da mi usposabljamo mlade za globalni trg dela. Mi želimo, da so oni konkurenčni tudi na globalnem trgu dela, torej če jih pot zanese, ne vem, v ZDA, na Japonsko, Korejo, kamorkoli, kakšno drugo evropsko državo, da imajo znanje, kot jih imajo njihovi vrstniki z najboljših svetovnih univerz. Tako da mi jih usposabljamo za globalni trg dela.
Moram reči, da načeloma teh stvari niti ne poudarjamo kaj dosti, ker delujejo malo demotivacijsko, ne, ampak ključna stvar za te mlade je to, da najdejo zaposlitev. In kar vidimo in kar opažamo tudi v predavalnici je, da je veliko mladih že med študijem zaposlenih. Kar pomeni, da nimajo takšnega problema najti zaposlitev, ustrezno zaposlitev, in ti mladi so ponavadi tudi izjemno motivirani, da se še izobražujejo, da osvajajo nova znanja, ker vedo, da je to na nek način edina stvar, edino tisto, kar jih dela konkurenčne, tudi na dolgi rok. Torej, če želiš poskrbeti za svojo lastno varnost, mislim, da je najbolj pametno, da investiraš v svoje znanje. Jaz vedno uporabljam to, ne, enostavno investicija v znanje se splača na dolgi rok. Je pa res, danes smo v svetu, ko se zahteva doživljenjsko izobraževanje. Ta znanje je treba dopolnjevati, nadgrajevati. Tisto, kar mi dejansko učimo danes, se zna zgoditi, da bo čez nekaj časa že zastarelo, treba je dopolnjevati. Danes ni več situacija takšna, kot je bila mogoče pred parimi desetletji, ko si enkrat končal program, šel v službo in to je bilo to. Torej, konstantno učenje, in jaz mislim, da damo našim mladim zadosti dobro podlago, da bojo to lahko potem kasneje tudi nadgrajevali in dopolnjevali svoja znanja. Ključna je pa seveda podlaga in ta motivacija. Kar se pa dogaja v okolju, mislim, da v končni fazi bi vsi mladi si na nek način želijo vsaj na dolgi rok ostati v Sloveniji. Jaz sama osebno nimam nič proti kroženju možganov, jaz mislim, da je to pametno. Morajo iti ven, morajo si razširiti svoje horizonte, to koristi vsem. Ampak potem seveda je pa treba imeti tudi pametno politiko, pametne ukrepe, ki bojo te mlade privabili nazaj. Predvsem tiste, ki so se v tujini zelo dokazali. Ali imamo te možnosti? Zdaj, v znanstveni sferi je tega relativno malo. Torej, na nek način, ko enkrat mladi znanstvenik, mladi doktor znanosti odide v tujino, recimo, se zelo težko vrne. Medtem ko v poslovnem svetu je to nekoliko lažje, ne? In za vso to kroženje možganov poskrbijo multinacionalke, recimo Lek, najbolj perspektivne mlade pošilja v tujino. In potem seveda na ta način tudi svoje talente, bom rekla, izobražuje na način, kot je praksa v sodobnem svetu. Torej, danes poteka lov na talente, ne? In med temi talenti je veliko tudi mladih Slovencev. Mislim, da smo Slovenci zelo dobri, kar se tiče osnovne izobrazbe, logike razmišljanja, imamo dobro osnovo. Imamo relativno dober izobraževalni sistem, dvigujemo se na vseh teh primerjalnih lestvicah. To je zdaj samo treba v bistvu izkoristiti, je treba tem mladim dati možnost na nek način tudi nekoliko več prostih rok. Ti mladi so ambiciozni, ne zanima jih več samo denar in plača. Oni želijo reševati izzive globalnega sveta. In če bomo znali prisluhniti na ta pravi način, bomo vsi kot družba, kot celota prosperirali in se nam ni treba bati za našo prihodnost.